Moj oder. Tok, tok. Tok, tok. Moj oder. Tok. Moj oder. Moj oder. Moj oder. Ankaran je zelo važen, ker pač za nas je to vedno bil highlight. Ker smo le en teden v Sloveniji in tudi za jezik je fajn. Veliko časa smo skupaj preživeli in zelo intenzivne vaje. In ti imaš pač tudi dopust in delo v enem. Jo, Winnie Pooh, naša prva igra. Sova in Pujsek in Zajec in vsi. Jaz sem Winnie Pooh bil. Aber se eigentlich ne več spominjam na to. Sova in Pujsek in Zajec in sin. Različne majhne scene so bile. Jaz se sam spomnim, da sem, ko sem na oder stopila, da sem moji družini mahala, ker nisem vedela, da se to ne mora ne dela. Seveda, ker prvič stojiš na odru. Edino z zborom smo že večkrat nastopali, ampak tako, da bi vsak posebej moral kaj povedati, kot to je bilo prvič. Jo, pa to so vsi ful pomagali, vsi so nekaj rezali pa pastlali. Ja, Lara, probaj auch. Mi smo hoteli nujno breakdance delati. So, jaz ugibam, da sem jaz rapat moral. Ja. Tad vas to tako super, ker sta rapala in to je bilo najbolj cool. Ja, zoom, če bi imel pogum. Zoom, če bi imel pogum. Mi ne še zdaj zaradi tega pošajeno. Ja, v bistvu naše obleke so zmijem fajn bile, ker mi smo tudi pomoč dobili od Julijine babice, ki tu ima ušiva. Te štumfe, ki imam jaz tuhor, te imam jaz še vedno in jaz jih vedno spet nosim. So tako po zimi. To je bil en del mojega prvega kostuma. Kako cool. To je bila tudi super motivacija, da je ravno po prvi premieri toliko ljudi bilo. Prvič vidiš publiko in vse je bilo nabito, polno in mi smo pa mislili si, to ljudi tudi zanima, kaj mi delamo in to je pač einfach motivacija za naprej. Mi smo se tako cool predprišli, ker smo cool bili. Žitara vas je bilo za mene eno tako krasno ime. In ko sem prišla v ta kraj, je bilo veliko lepše, kot sem si predstavljala. Druga igra je bila Čombo, Sončni kralj, točno. Do takrat nisem delala v gledališkem studiu s tako mladimi igralci in sem se bala, da takšne skupine in te starosti metodično ne bom obvladala, vendar pa smo se zelo hitro ujeli. Čombo, jaz ne vem, jaz nimam pojma, kakšna je melodija bila, pa besedilo. Simon je Čombo bil, on je bil Petelin. Naš diktator, tako rečeno. Pa je pač ko mačo bil. Ja, dečle smo kokoši špilale. Mi smo pač vsi v njega zaljubljeni bili. Helena pa Katarina sta bile še mlajše, tu sta pač temihne kokošinje bile, tako rečeno, pišejo. Mislim, ker smo tako mladi bili, je zelo cool bilo, ker smo veliko manj mislili, ko smo igrali. Nismo toliko razmišljali o tem, kako se imamo gibljati ali kaj imamo reči. Tako imam to v spominu. Se okužeš, da reče, da je tle me še Pepi Špeke? Ne, že on to, da smo še toast bil. Ja, ko raste, res sem zelo treniran ratu. Tle so oni par šteklare imeli. Jaz sem se tako jezla zaradi še tih kšisen visokih čevljev. Jaz sem živa, da se vsaba pobijem. Kaj ste mi čevlji folš? Ko je Julija mat voll auszukala. Pri Čombo sem bila 11, mislim. Fabian je v bistvu po tej igri še vem, da je vzor malo teksta imel. To smo tudi pol malo ljubosumni bili, ker on se ni treba moral to zapomniti. Čim starejš rataš, čim lažje je, če imaš več teksta, oziroma ti je ljubš. Če si pa mlajši, si pa živaš na to teksta, to si moram zapomniti. Jaz zdaj sem moral enega tako hudobnega petelina igrati. Petelin pa vse pisana jajca pokvari. Jaz sem pa eno jajce zase imela
In iz tega je pa Fabian ratal, no, Michin Petelin. Kure so potem štrajkale. In potem v zadnji sceni sta pa ta dva čisto žalostna, pa aufgeschmissen, pa ne veste več, kaj ne naredita. Je pa zvezdica Zaspanka. Jaz ne vem. Svetimo, svetimo. Svetimo, svetimo, ova dele pa ne znam. Jaz to ne znam, pa to nimajo. Svetimo, svetimo, svete sladone. Pane počine, otroku zagrne. Svetimo, svetimo, svetice sladone. Sanamo zrajem, druga zrajem ostane. Svetimo, svetimo. Svetimo, 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 svetice Ne znam zelane. več teksta. Svetimo, 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 svetimo. Jaz sem bila zvezdica Zaspanka. Komet me tu na zemljo pelje. V Žakeljnu žijam en hlebec kruha. V bistvu smo tu več vlog imeli. Tle je vsak 3-4 vloge imel v igri. Pa z Ano smo imeli ta orientalski del malo. A ja, res pa vmes smo še imeli eno sceno, ko je bil cirkus. Tu smo še bolj gibčne bile. Ja, nogo sem za glavo dobila. Oziroma to še zdaj znam. Te zvezde, ki so me na kapam, so skozi dol padle. In vsi so imeli konvers, to še vem, da smo morali vsi imeti iste čevlje. Ja, vloga je bila Ceferin, no, tisti, ki je na zemlji živel. Ja, zaradi plače pa Ceferin hotel zlate lase od zvezdice Zaspanke. Meni je bil osnovni cilj pri prvih 3 predstavah, ko so bili še otroci, da se naučijo postopoma tudi razmišljati v slovenskem jeziku. Poljub je iz nežnega čustva stkan in v ta ali ona poljubna usta mehko nabran. Skrivnosti je ena zelo dobra igra bila po moje, ker čisto kaj drugega bilo, kaj smo prej igrali. Na to idejo smo prišli, ko je nam naša režiserka prinesla pesmi s seboj. A šle vas se smejala. In potem smo rekli, ja, to je pa še cool ideja. To je naša prva abstraktna igra. Čist nekaj drugega, drugače igraš navaden svet, pa ne vem, pač prave figure in tako dalje. In tle smo pač res čist abstraktno delali in to je bilo res cool. Poljub nas ustnicami prežema nase, takrat čas in prostor stoji, a duša rase. Pač jaz sem najmlajša v skupini. Kdo sem jaz, kaj je jaz, Najprej teksta sploh nisem razumela. kako sem lahko jaz, zakaj sem jaz. Branka je bolj delala, ja, pa tudi drugi so mi bolj rekli, ja, to pomeni pa tako. V poljubu ljubezen zapira ljubeče oči, tako potem pijes izvira lepote za vekami. Najbolj težko je bilo res se pesmice na pamet naučiti, ker je res težak tekst, ni tako lahek se naučiti, ker je en prav Slovenec napisal vse. Waffelova. Simonček. Sem že pravil, da se pač težko bilo naučiti. Največji izziv pa mi je bilo to, ker sem pač po poklicu profesorica slovenščine, da sem tudi sama proučevala jezik, ki ga otroci govorijo, ki ga govorijo družine in kako smo pravzaprav začeli z besedami, jih prevajali iz slovenščine v slovenščino, da smo si pojasnjevali v slovenščini, kaj beseda pomeni. Skrivnosti smo se morali tako poglobiti v tekst, ker je bil pač tekst tako prezenten. Branka nas je pa matrala potem, seveda nas je veliko naučila, vedno spet ogromno besed razlagala. Mi smo se pa tako poskusili zapomniti, da enostavno si zapomnimo od verza prvo besedo in potem pa, da vemo, kako se nadaljuje. In včasih se pa to ful pomešalo, da smo potem eno pesem začeli in potem v eno drugo prišli. Ja. Skozi to, da smo se v poezijo spustili, mislim, tudi noben od nas nima več tak strah, da se za eno težko besedilo dobi. Krik z bolečino zareže noč ali dan, da uživo zakrvavita iz sveže odprtih ran.
A včasih je krik tako tih, da tišina kriči. Ful dobro. To je bila za mene, mislim, najbolj fajn igra. Teda se mi je zdelo, da mogoče ne vemo, tako delamo. Ljubezen plava v oblakih. Ne hodi po tleh. Rada je s skrivnimi znaki. Zapisano v šolskih. Ljubezni se jezik zatika. Vse počeš sebi na kljub. Dokler ni dovolj velika. Za prvi poljub. Ti že dolg sem. Po meni je bil še pred mano. Jaz sem še pridna boja takrat. Poljub. To je bila, mislim, moja najljubša igra. In kot na konici meča, čisto pridni, krvavi na ves glas. Že lansko leto so si mladi želeli igrati neko temo iz najstniškega življenja in smo potem iskali v to smer. In našli smo prav hudo. Pač najstnica, ki pobegne od doma in pol tudi sreča najrazličnejše ljudi. Ja, prav hudo. Super igra. Igram vloge fanta, prodajalca in moškega v parku. Jaz sem Katarina, starši ne poslušajo. Ja, to je res vedno tako. Starši enostavno ne poslušajo. In vmes je to dobro, da ne poslušajo. Vsi moji prijatelji so Frice! Mila, še Lara je imela tu glavno vlogo. Ta najstnica v najhujšem času pubertete. Bližaj, če si upaš. Da je bila hitro folzirana, pol vmes je spet čist depresivna. Ja ti bom pokazala, kako znam mastno pluvat. Če te jaz pluvam, boš plavala kot riba v vodi. Manj, pa tu čez 3 metre nosi. In tu je res bila velik besedila. Hotel sem te samo vprašati, ali si videla eno klošarko? Si mi ti rekel klošarka? No. Jaz! Nisem! Navena! Klošarka! Julči! Jaz tu nisem Julči! Lara tudi vedno ekstremno glasno vpila in mi direktno na uho pač. Kaj se tu razamundaka, pa Julči! Daj se res trga! Prim si za ušesa, pa trikaj globoko in no! Ampak otrok ima prav, Julijana. Mamo je bila tako sem to tako rada igrala. Utihni, baba zmešana. A si to rekel Julijana? Ona je bila tako smešno oblečena Za in je imela prijatelje, Julči. tako posebne stvari rada. Julči. Jaz sem to res rada igrala. Mislim, da je bilo to tako važno za nas, ker smo tako skozi to tako dobili občutek za cel prostor. In Lažje igrati je nekaj, kaj sploh nisi, kot nekaj, kaj je zelo tebi podobno. To je zelo težko igrati. A je tudi fajn bil, da sem pač v tej igri tudi vsak imela svoj prizor in da vsakem posamezno imaš svojo sceno, kar pač pri navadnih igrah tudi ni tako, da imaš za vsakem irgendwie, da z vsakem igraš. Madonca pa svet je res spleten. Strah. Tu je vdih, brez izdiha. Sebi sem stisnjena. Plašne skozi vrata, na kljuko pritisnem. Poskusim, če je zapahnjeno za menoj. Jo, Maja Hadalab. Odhajati? Jo, tu smo imeli spet bolj abstraktno igro. V osko, na glušno noč, od vsi. mislim, ker smo tle bili že starejši in malo bolj izkušen, imeli več izkušenj. Še nikoli nismo prej, po mojem, se tako intenzivno s tekstom bavili in res vsako posamezno besedo analizirali in kontekst in povezave tudi od ene pesmi do naslednje. Nam je tudi Branka vedno, če nekaj ni bilo jasno, nam je povedala, kaj to pomeni. Nikdar ne odstraniš pogleda blagotnega brega. Ne ve, kaj početi z Ahilovo peto spomina. Da mu od vsega grenkova odteka. Kot Iva globoko v mesu, nije pogum. Maja Hadalab je, mislim, tudi bil velik korak za nas.
Za Majo Hadalab smo se pa odločili, ker ima ona zares dobra besedila in dobre pesmi in je nam zelo blizu. Ja, se še vedno strinjam s tem. Tudi v garderobi je zelo smešno bilo. Naše noše so lepe in gremo na sprehod. Naše noše so lepe in gremo na sprehod. Ja vem, tu smo več čas peli in pa smo si rekli, jo bomo pa to kar peli tudi za intervju. Maja Hadalab je bila enkrat na eni predstavi in sicer, ko smo gostovali v Železni kapli. S to igro smo pravzaprav veliko bili v časopisu. Si spet prišla? Vpraša, odide. Če je abstraktno in Drug dan povem, da ostanem le nekaj dni. v bistvu pri improvizacijah je tudi fajn, ker ti ne moš ena robe narediti. Kdo pa te čaka v mestu? To res ni važno, odvrnem. Ja, also meni se naša igra dopade. Mislim, da smo se tle tudi zelo veliko naučili, tudi sploh, ker smo, in fajn je bilo, da smo uporabljali pesmice od ene domače pesnice. Najbolj težko je motivirati otroke in mladostnike tam od 15. do 18. leta. Jumping Springs, poskočni federčki. Mislim, Branka je bila tak malo angepisst, ker nismo hoteli kaj igrati, ker je ona hotela in potem je pa rekla, jo, da bo prinesla eno igro. Poskočne federčki. Groza, s kom ustanavljam band? S popolnimi brezvezniki. Ja, tle v tej igri se gre za to, da pač tri fante, eno skupino, eno band tvorijo in potem se pa začnejo punce umešavati. Hecla, zakaj pa? Ker se mi zdi, da spim in sanjam, nočna mora. Naš problem je zmeraj bil za igre. Kje pa so fantje? Je Branka že vsa leta prosila, če ne bi še poiskali kakšnega fanta. Rok, zamudil sem, ker sem še izbiral bobne. Še moja frizura, sem skozi tak del na vajah. Tle je prvič Luka zraven igral in ekstremno fajn, da je enkrat en nov obraz zraven prišel. Rečemo, da na zaradi dečve nisem šel. Smo ga itak morali malo dalj časa premarovati. Smo se pa je fajn imeli, pa je vsak pol penkli 2 dečve imel. 3, 2, 1. 3 deče so tu, če nam so prišle, malo mlajše. Ti mihni otroci, ja od nas so ful ljubili. Je kar lušno bilo z njimi delati, ker se je videlo, da so one tudi zelo uživale v tem. Jaz z Jano smo se mogli bolj spet kregati. V bistvu jaz sam vidim scene, ko se imam jaz kregati tako. Ciken terror. Aber ta vloga ni bila tako fajn. Ja, deloma smo tudi scene pa slike sami napisali, ker ni bilo tako jasno oziroma premalo in da bi fair bilo, smo pa še malo nekaj dogradili. Sem pa srečala Tejo, ki mi je povedala, da te je videla, kako z lonci hitiš v ulico, kjer stanuje Rok. To je bila res cool igra. To smo, mislim, vsi radi igrali. Na, ta ni moja najljubša, pa ta je zelo dež zgoraj. Tudi ena najbolj smešnih iger se mi zdi. So se ljudi ekstremno veliko smejali med predstavo, kar je super bilo. In tu je tudi spet han skok bil morda ne tako velik kot od Čombota na Skrivnosti, aber je spet kaj novega bilo. Amerika, Evropa, Kitajska. Hej, kaj pa počnete tu? Pri poskočnih federčkih pa seveda je bilo treba najti nek izziv, da bi skupina ostala še naprej skupaj. Absurd. Tu je Branka rada delala, abstraktna. Zaljubljenca v podzemeljski postaji, bolj to ne. Ja, jaz sem on bil, Jana je pa ona bila. To je ljubo bila. To je bilo lušno igrati tudi. Srce da tki. Se boji. In želi. Sedmi. Da klič. Gospod. Čovnič. Na pot. Ljubim. Raja. To je einfach igra, ki jo imam jaz tako rada. Tudi cel način igre, absurd. Ne, to ni bila tako moja. Kako? Hitro, pojdiva! Ne morem več
noge me bolijo. Ne smemo zavoditi zveze! Noge me bolijo. A ja, tu smo tudi spet nove igralce dobili. Tu smo Mario, Dominik in jaz smo končali pri gledališki skupini v Šentlipču. Tam smo več ali manj samo še otroške igre igrali. Zelo luštna in zelo motivirala me je igra Poskočni federčki. Sem eigentlich njihov razvoj bolj občudoval, ker so oni od otroške igre do resnih stvari bolj se razvijali kot mi. Sem se zelo veselil, ko sem potem prišel tja in sem lahko bil del te skupine. Na mat smo bili več prvo kot pa dečo. Počakaj me! Počakaj! Ne odidi! Če 10 let sam z istimi ljudmi igraš, potem že tak na pamet veš, kaj oni delajo, kako se bojo obnašali, kaj bojo rekli. A me poznate? Ne poznam vas. Stara skupina ni več imela treme, da se zdaj pridemo bliže telesno in to je mogoče bilo na začetku, ampak to je potem tudi hitro zginilo. A me poznate? Ne poznam vas. A me poznate? Ja, tu smo imeli tudi tak besedilo, ki pač, zdaj bi rekla, ni čisto jasno, ampak skozi improvizacijo dobi en pomen. Imel sem enega. Ja, tu sem imel psa. In to precej dolgo. In kakšen je bil? Ne vem, velik, hudoben. Sveti Pavel. Ja. Glih ta prava dva. Večina ljudi mi ne bolj tako pozna, kot ona hodi v cijev, pa je bolj za gospoda. Smo mogli Lippenstift imeti, te bomo. Svidine, dragi moj. Če si mislim, da Gauda bo, če Julija ni otva igrati. Pa je že ampak cel večer, ko je on ga pisnil. Ker smo bili vsi ves čas na odru spet, zelo veliko na odru, no. In si vedno moral ostati v svoji vlogi. Sem se pa tudi naučil v enem letu, absurd, tiste res nove. Matiček se ženi. Ena taka klasična igra, ki smo tisočkrat že igrana bila. Ja, ta igra je zwar dolgo trajala, aber je bila echt witzig. Tukaj smo tudi vtaknili zelo veliko dela v to igro, ker je po vseh teh abstraktnih, katere smo prej igrali, spet čisto nekaj drugega. Drevesom, oblakom, vetrovom svojo ljubezen razkladam. Ta je pač bil tak eden, ko pri vsaki ženski, ko jo je zagledal, je malo zafunkalo, tak da to nekaj posebnega pri njem bilo. Goljufan ni nobeden, razen Matička. Aj ti tak, zdaj te bom ja... Ta scena je bolj zanimiva, če od spoda vidiš. Na odru ni tako smešna. Roman je tako genijalen bil. Kušnji me na prvič 3-krat zase in 20-krat za svojo gospo. Ne, jaz rejši imam komedije, to mi ne toga. Če se ljudi smejijo, to mi ne. Mi ne vsele veseli. Velikokrat mi tudi nismo razumeli, da je že v besedilu šme, ker pač konteksta nismo imeli, kak je bilo tedaj. Če ti zgodbo poznaš in vse, celo storijo za tisto osebo, je veliko bolj lažje igrati, kot pa če zdaj dobiš eno vlogo in jo zdaj pa zaigraj. Naša dolžnost je, da žene dobimo. Njih dolžnost pa je, da nas držijo. Ja, crazy. In ne. Seveda jaz take stvari ne zastopam, ampak to je igra in to je spet nekaj drugega. To leto sem pauzirala. Ker sem imela maturo. Ko sem igro videla, je bil že zelo čuden občutek, da njih gledaš in nisi več del. Nežka! Nežka! Ma. Sama saba govorila. Vaša gnada, kaj zapovedo? Kaj sem dobil, kaj sem hotel? Ja. V igri? Ja, v igri sem je dobil, ja. Ali boljši bo, že velja. Matiček. Morda bi bilo cool, če bi malo bolj moderno naredili, že pa še, da smo potem Matička igrali.
Mislim, da so vsi bili veseli, tudi starejši, enkrat eno bolj navadno igro videti. Odrski gib je enako vreden element v igralčevi igri kot govor. Ja, mi smo v Ankaranu se veliko valjali po tleh. Smo fajno se spucali. Abstraktne vaje na tleh delali in ta ule ležali in se pač po tleh ule rolali. Na tleh ulevati je super. To je en mojih največjih hobijev. Mi smo pravzaprav vedno veliko gibalnih vaj imeli, kot imamo spominu, in tudi z Majdo ali z Igorjem ali sami z Branko, da smo delali na glasbo ali tudi na tekst, da smo imeli kakšno besedilo ali kakšno pesmico. Ampak smo ure dolgo te gibe delali. V bistvu zdaj z letom pač opaziš, da to ni bolj tak, da mi pa pustimo jim zdaj, da se po tlehu valajo in da se malo delajo, to res prinese, to se danes opaža. Mi se znamo zdaj res po tlehu valjati, res profesionalno. Sem že zelo vesela, da smo toliko časa s tem porabili. Pač tu smo se tudi naučili, kako svoje telo sam bolj čutiš, kako se gibaš in jaz mislim, to je tudi če greš naprej in če učeš plesati, je to fajn, ker nimaš več take treme oziroma se ampak gibaš. Dobro, zdaj pa še za zaključek bomo pa zdaj pogledali, kaj bi za popoldan pripravili. Ko bi pa lahko nastala iz skupine zelo dobra ljubiteljska gledališka skupina, se mladi potem razidejo in odidejo v svet. To se mi dosledno dogaja. Kot tukaj v Žitari vasi, kjer sem imela pa najdaljši čas bila skupaj z isto igralsko skupino. Branka je... Moraš se navaditi na njo. Ja, ta nas je zelo spucala tudi včasih. Zelo je dominantna. Ja, jaz imam Branko ful rada. Jaz sem vedno ful rada z njo delala. Marje. To smo se tudi mogli šele naučiti. Na začetku, ko smo prve 3 leta skupaj delali, je bilo tako, da si izklopil, ko je govorila, čeprav sploh nisi hotel, imel to tako, mimogrede se zgodilo, ampak zdaj zadnje leta že se res potrudim, da vse poslušam, ker je res kul. In smo se tudi večkrat, mislim, skregali, ne samo z njo, ampak tudi vsi skupaj, ampak smo se vedno spet več bolj na on smo se vedno zastopili. Ona zelo veliko zahteva, zato pa tudi mislim, da dobro predstave naredimo. Branka je carica, ker me enostavno strah nekaj napačno narediti. In ona mi vedno to strah vzela. Moram reči, da sem zelo zadovoljen bil po Branki. Nam vedno dala veliko svobode. Način dela, čisto drugače, ali sem jaz bil prej navajen, še lepše. Od nje smo se to naučili, je enostavno za naše življenje oziroma za našo nadaljno pot, če zdaj v gledališču ostanemo z mijem, ta pogum in to samozavest, ki nam je dala, to nam nihče ne more več vzeti. Lara, eno razposajeno, frfotajoče dekle, ki tudi ne ve, kaj bi čisto s sabo. Ima pa tako izjemno igralsko prezenco, kot temu rečemo. Ves oder ima takoj v rokah. Pa veliko si upa odrsko igralsko narediti. Se pravi, to, kar igralec potrebuje, ona kar ima. Ena krasna punca, ki je bila zelo zadržana in jaz mislim, da bo svoje cilje z lahkoto dosegla. Od prvih korakov na odru, ki je bila čisto negotova in prestrašena, naredila prekrasne vloge, prekrasne detajle v svojih vlogah. Vsestranska, razposajena punca, karkoli bi počela v življenju, bi delala po moje z veseljem in zadovoljstvom, pa se bo še skoncentrirala, ko bo odrasla. Tako da jaz mislim, da bo dosegla marsikaj pomembnega v življenju. Zaprta vase, ampak potem pa je presegla vse to skozi izjemen občutek, ima ona za detajle v vlogi, izjemen igralski talent, čeprav ni bila čisto gotova vase skoraj zmeraj. Iskalec sem mu jaz zmeraj rekla sama pri sebi.
On se išče in se še išče in mislim, da se bo najdel. Na začetku je bil samo nogometaš. Prišel je v skupino zato, ker je Bica rekla, da mora igrati in ni hotel igrati pri prvih predstavah. Utrček. Zmeraj sem imela občutek na vajah pa na treningu, da se mu nič ne ljubi, da se ne bo niti premaknil. Tam od 17. 18. naprej je pa postal izjemno samozavestni igralec in odprl, ne kot igralec samo, ampak da je začel samozavestno stopati v življenje. Luko poznam krajši čas in on ni zaupal sebi. Potem, ko smo se pa malo skregali, pa se je on z nami skregal, je pa naredil vse in je bil tako v Federčkih kot v Matičku briljanten. Sva se malo lovila, ker je pač imel drugačno gledališko šolo za seboj, ampak smo tudi potem pri Matičku se izjemno dobro sva se ujela, ker je naredil tako vlogo, ki je zelo, zelo težka. Roman je pa ena iskriva duša, ker nikoli ne veš, kaj bo prišlo ven na odru. Ima pa izjemne take igralske zasnove, zelo močne, iskriv je, še iskriv, duhovit in to, kar igralec rabi. Dominik vsako stvar mora zelo precizno naštudirati in ko precizno naštudira, ko mu je vse jasno, je potem tudi na odru zelo, zelo suveren. Eno stvorenje z iskrivimi očmi, z nasmeškom, pa nikoli nič ni rekla, pa zmeraj se je namrščeno držala in zmeraj sem imela občutek, da je nekako nezadovoljna. Ampak naredila je pa čisto vse na koncu. Sem zelo vesela, da je zdržala z nami 9 let. In če vsak svoj oreh odnese s sabo, da ima nekaj od tega oreha, potem bo v življenju tudi uspel. Beseda je edini temelj sveta. Jaz sem služabnik in gospodar. In čeprav duh pošilja atome, da vohajo, tipajo, čutijo, smo zares v polju, ker smo z bogovi enaki. Jezik se ne dotika ničesar, kar ni bilo novo. Ni poslednje sobe, ni višjega, nebozitje je v koncentričnem, ker je vse, kar vidimo, ne vidimo. Več kot zrno peska. Zazrtost stvari se bližja, a to ni kriterij. Ponavljam, stvari niso kriterij. Kriterij je v nas samih. Končana razpustitev. Smrt je samo napaka v imenovanju tistih, ki mi je bila zakrita luč. Groza! S kom ustanavljam band? S popolnimi brezvezniki! Moja najljubša igra. Odhajati in pa tudi Zaljubljenca v podzemljski postaji. Moj absolutni favorit je Zaljubljenca na podzemljski postaji. Ja, to je moj absolutni favorit. Pa s Kučni Federčki, ta igra mi je bila najbolj všeč, ker je pač zelo pasala k nam. Meni Matiček se ženi enostavno najbolj všeč bil, ker enostavno ni bilo zelo abstraktno. Ti si res ko ena vloga bil in nisi bil več vlog. Skrivnosti, ker je bil to takšen skok in ker mi je tudi ta poezija bila zelo všeč in prav hudo in enostavno zaradi tega, ker sem se tam osebno največ naučila. Čim starejši so mi postali, čim manj mentorjev je bilo zraven. Ja, Jožica je bila vedno zraven. Začetka je tudi bila še Aleksandra zraven. Pa Mirko je vedno zraven, Mirko je vse pomaga, vse dela, se naštima, kaj Branka hoče in kaj mi hočemo. Sem morali že vek zdržati z nami. Mi smo pridni bili z njim enkliš. Mogoče smo včasih to malo preveč izkoristili oziroma smo itak vedeli, jo, Mirko pa Jožica bodo to že naredili. Seveda se včasih skregaš, ampak to nikoli ni bilo tak car. V prejšnji skupini sem bil eden najstarejših in sem imel bolj vlogo taha babysitterja, bolj zgodila in sem pomagal. Ob 8 spat, ob 8 vstat, na vaje, na kosilo, spet spat. Zdaj sem bil s starejšimi zraven. Več zabave. Ankara ne čist drugi doživetje ratov. Smo bili to v asni času mest Marije. Jožica se mi je smilila.
In mislim, da je tudi vesela zdaj, da smo že polnoletni. Vsaka čast našim mentoricam in mentorjem, da so to vse naredili, da so tudi toliko dela v to investirali in sem res hvaležen, da so to vse delali. Črna luknja! Ne moreš vzeti palico, da bi jo naslonila. Se ti zabliska? Ja, mi smo se radili tudi po vaju zahvaliti, da ste tak. Ja. Tak. Tudi si rührende Phase. Aber Silus. Das da ist ja jetzt doch wieder was noch. No, fajn. Hvala za vse. Vodite pa da. Je fajn, da smo se za leto še enkrat dobili in da imamo tak lep zaključek in da tudi že, ko smo se zdaj sam srečali, da bi malo se dogovorili, kaj bi letos sploh delali, že to je bilo tako ljubo, ko smo se pol stare igre ogledali, ko je Jožica prinesla pol tekste od Medvedka Pu do Zvezdice za spanke in vse in pol, kak se pol tudi spomniš na vse to, kaj si, čeprav je že tako dolgo sem, če pol tekst spet vidiš, se čisto točno spomniš, kak si to rekel, kak je to tedaj bilo. Pa tudi smo se naučili za življenje. Kaj bom odnesla, da se upam pred drugimi ljudmi govoriti. Prej sem bila zelo sramežljiva. Skozi igre sem res poznala, da sem lahko bolj samozavestna, bolj verjamem vase. Želim, da smo se več naučili slovenščine v gledališču kot pa v šoli. Sem našla toliko prijateljic in prijateljev. Cela ljubezen do literature, do gledališča nasplošno. Da me poezija zanima. Fajn je bilo, da smo toliko različnih besedil obdelali, katera zdaj seveda tudi poznaš. Gledališki nastopi so zelo važni. Da dobiš pogum se pred ljudi postaviti. Na eni strani je seveda škoda, da gremo zdaj na razen. Auf, hilajte! Bus bo šel. Kaj se v Ankaranu zgodi, tudi v Ankaranu ostane. No. Ja, sem že ful žalostna. Kaj ne rečem, zelo. Jaz ne najdem besede, s katero sem zadovoljna. Helena je ful žalostna. Mislim, da bom vedno tudi podpirala to gledališče in bom tudi vedno hodila na predstave, ker vem, kakšno doživetje je to in ker vem, koliko dela je tudi za tem. In lahko tudi vsakim sam priporočam, da začne igrati. Vsi smo pa bolj 10 let v Ankaranu. Da se tudi zavedamo, kaj smo mi tu za društvo delali, da smo bili kulturno aktivni in to mi je osebno zelo pomembno in upam, da lahko to dručamat naredimo, a na takšno skupino v starejših letih. Smo vse doživeli, a pa se naučili. Trotzdem smiš več reči, mladinci bodo že našli svojo vlogo v življenju. Tudi če mi ne bi več igrali, da bo to ena druga skupina, da bo spet ena nova skupina nastala in da bojo oni tudi take lepe spomine si nabrali in to znanje, ki smo ga mi pridobili v teh zadnjih 10 letih. Upam, da ste me ne tu sol čula, jaz sem vam pravila. Aj? Upam. Ja, škoda, da je vse zdaj mimo. Pa Irfa je v pote. To vse ne pomeni, da nikoli ne bo več. Upam, da bodo vsi srečni in jim to tudi želim. In da bodo dosegli svoje cilje. Brez tebe, črka, gre k vragu svet. Paradajz, pasma, politika. Ali ste že videli? Papagaja. Brez črke. Ali pa pipico pokaditi Pennsylvania. Brez tebe, črka, ostane še žaubica, akvamarin, nastlati, namazati, vse slonina, pakelcih, pa grejmo. Samo težave, ki nastopijo v zemljepisu. Hodiš po svetu, prideš do Patagonije, stop. Črna luknja. Niti ne moreš vzeti palice, da bi jo naslonil na pred Patagonijo in po Patagonijo. Pa se ti zabliska, rečeš tram, še tram ti v luknjo, ker ni pakelcev. Nikoli ne ješ naročilu, zmeraj zvečiš menu. Potem hočeš spat, a samo zehaš in zehaš nak, ker pižame ni.
Tako se razvije nemorala. Tako se razvije nemorala. Prevudnice, poštari, pamti vek.